Bila je jeza, ampak ne na to, da sem bil odslovljen, ampak na to, na kakšen način se dela. Boli me pa za cerkev, ampak najbolj me boli za mlade ljudi. In v resnici je to tudi razlog, zakaj se ti zdi pomembno to svojo zgodbo povedati. Janez Meden. Moja ideja je bila, da bi jaz študiral elektrotehniko, pa hkrati teologijo. Da bi pač bil duhovnik, ki ve oboje, zakaj pa ne. Ko sem šel v bogoslovje, sem pričakoval, da bom tam srečal podobno misleče ljudi. Ko sem videl, da so stvari čudne ali pa da se nekaj ne rešuje, sem vprašal, zakaj ne. Razmišljal svojo glavo, na koncu tega je pa bil sklep, da mi manjka pastoralne gorečnosti. Gotovo je, da pastoralne gorečnosti ti ne manjka, ne? Kje so danes te naši mladi? Začel bi s telefoni, z dostopom do interneta, ker družba nasploh. Hočemo otrokom dati dostop do informacij, ampak hkrati s tem daš vedno svetu dostop do svojega otroka. V resnici se mi zdi, da je med mladimi tudi veliko tega šovinizma, med puncami pa včasih tudi že kar zelo radikalnega feminizma. Ne? Zdaj, če damo primer moči, to lahko uporabiš za to, da ti pumpaš svoj ego, lahko pa to uporabiš za to, da peleš skupino ljudi, ki ti sledi v nekaj dobrega. To je moško hrepenenje, ja. Biti zaščitnik. Sam noben jim ne pove ali pa pokaže, kako to delati. To zbuditi pri njih, biti bojevnik za dobro. Pri puncah ti imaš dar, da si privlačna. In zdaj ti to svojo privlačnost uporabljaš za to, da sebe pumpaš, se oblečeš tako, da te bodo vsi gledali, ker točno veš, da je dober, lahko pa to svojo toplino uporabljaš za to, da vabiš ljudi. In kak je zakonski stan? Odličen, najboljši. Mi smo zdaj eno šolsko študijsko leto delali na razvoju aplikacije Nine-App. Android je zdaj zunaj, prihaja tudi Apple. Ne? Koga se ti zdi, da recimo lahko Nine-App v tej fazi nagovori? Za nekoga, ki hoče delati na odnosu, ki si želi dober odnos, da ti orodja. Ta aplikacija se mi zdi, da res dela to, kar obljublja.